Dobrodošli v oddaji I am young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in tudi danes je v moji družbi ena izjemna poslovna liderka, ki deluje v Sloveniji. Nana, dobrodošla. Hvala, Kristjan, za povabilo. Z veseljem. Zdaj, ko človek pogleda tvoj CV, je ta res impresiven. Ogromno izkušenj, tako na delovnem področju, kot na področju izobraževanja. Najbolj mi pa je stopilo v oči to, da si se izobraževala na Harvardu. Okay. Kako izgleda šolanje na tako ugledni instituciji? Drugače kot pri nas. Jaz mislim, da glavna razlika z našim izobraževanjem je usmerjenost tega izobraževanja. Išče se, kako bi rekla, išče se nadaljnja pot, išče se motivacija, krepljenje posameznika. Tudi, na primer, testiranje ni stalno preizkušanje osnovnih veščin, ampak je razmišljanje, je dekonstrukcija nekih idej, razumevanje podstavov, podstati, recimo temu določenih stvari, osmišljevanje pravil, drugače, no? V bistvu poudarek je na razmišljujočem posamezniku, ne nujno na posamezniku, ki zgolj obvladuje, bomo rekli, osnovna pravila. Je pa dejstvo, da to je bil tudi magistrski študij, ne dodiplomski, ne. Tam si zaključila študij prava. Če izvzameva strokovno znanje, kakšne lekcije si potegnila iz Harvarda? Najprej popravek, magistrski študij sem jaz tam končala. Se opravičujem. Nič hudega. Skratka, torej, neke smernice, ki bi jih potegnila iz tega študija, je definitivno zdrava konkurenca je potrebna. Tam si v družbi, seveda profesori so izjemni, ampak predvsem so izjemni sošolci, ki te spremljajo v izobraževanju in gotovo so bistveno boljši, kot si ti v marsičem. In v bistvu to krepi vse, a ne? Celotno skupnost kot tudi tebe. Zakaj? Ker ti pomaga ugotoviti, v čem si ti res dober. A ne? Ne moreš biti generično dober vsem, ker vsi smo bili odličnjaki, pa vsi smo bili, bom rekla, ambiciozni, ampak tam se izostriš. Tako da prva lekcija gotovo je zdrava konkurenca in nujno potrebna. Druga je, za vsako stvar se je potrebno potruditi. Za vsako stvar, ki si jo želimo doseči, je potrebno vložiti trud in vsaka dobra stvar je vredna truda. Zdaj, kaj trud je lahko debatirava, ampak vsekakor je vložena energija, odločnost, usmerjenost v nek cilj. A ne? In pa tudi to, no, s čimer sva začela, ni potrebno, oziroma absolutno ne nujno je stalno preverjanje, ali sposobnosti imam, ali veščino imam. Ne. Treba se pomiriti s tem, da veščina verjetno je. In je potrebno delati na usmerjenosti te veščine. Ne stalno se spraševati, ali je dovolj dobro ali ni. Potrebno je pač predvsem to pretvoriti v akcijo. Kasneje si sprava tudi doktorirala, sicer na drugi univerzi, in dobila službo na Evropskem pravnem sodišču. Tako je. Kaj ti je kot mladi pravnici prinesla služba na tako ugledni instituciji? V bistvu, če govoriva o tem, kako je študij imeniten s profesorji in s kolegi na instituciji, kot je Harvard, potem je tako odličen imeniten poklic pravnika na sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Tam so v bistvu čudovita knjižnica, najbolj usposobljeni kolegi. Seveda delaš v kabinetu sodnikov, ki so za to izbrani, in to so ponovadi neki častitljivi profesorji. Doktor Marko Ilišič je to gotovo bil, ne? Žal že pokojni sedaj. Tako da gotovo je to akademska odličnost. Ne bom rekla strogost, ampak vidiš, kako je mogoče nadgraditi vse to, kar je. In predvsem seveda aktivno sodeluješ v predsednicah tega sodišča, se pravi aktivno sodeluješ v tvorjenju novega prava, ne. Spomnim se, ko sem prišla na sodišče Evropske unije, mi je rekel en kolega, če imaš rada pravo, boš oboževala delo tukaj, in pač imel je prav. Na neki točki si se potem vrnila v Slovenijo, z bogatimi izkušnjami, z vrhunsko izobrazbo. Kako te je sprejelo okolje kot posameznico, ki lahko ogromno doda skupnosti? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem se pridružila mednarodni skupini, takrat je bil to PricewaterhouseCoopers. Tako da v veliki večini se nisem počutila, da me je Slovenija sprejela ali ne, a ne. Tudi kasneje sem pač sodelovala
v podjetjih, kjer sem v Sloveniji bila fizično, ne nujno popravljala delo samo tukaj. Jaz mislim, da se naša družba vse bolj odpira. Ampak na vprašanje, če sem se počutila dobrodošlo, ko sem prišla domov, bom rekla osebno, zasebno gotovo, profesionalno pa morda niti, mislim, tako bom rekla, bi bilo lahko bi naredili še kakšen korak več, da bi se mladi talenti bolje počutili, ko pridemo nazaj domov. Katere pa so tiste ključne stvari, ki bi jih bilo po tvojem mnenju nujno izboljšati, da se več Slovencev, ki tujini, ki dobijo neka znanja, izkušnja, vrnejo nazaj? Ja, v bistvu nekaj je, da najprej ti povejo, da služb verjetno za sofisticirane profile pri nas ni. To ni res, a ne? Zdaj posebej, če imaš nekoliko podjetniške žilice, to ustvariš sam. Druga zadeva je ne bom šla zdaj v plačno politiko, ta gotovo pripomore k temu, a ne. Pa seveda treba je poskrbeti, da se na ta delovna mesta pripne dovoljšno mobilnost, a ne, tako karierno, mislim, da to dobro delamo, da je v bistvu že tudi pri nas treniramo mlade posameznike v mehkih veščinah, da jim nudimo karierne poti, ampak predvsem tako bolj moderno zaposlitveno okolje, ne. Saj, Kristjan, pred kratkim mi je en headhunter gledal moj CV pa rekel, jaz mislim, da vsako leto, ki ga preživite v Sloveniji s tem CV-jem, izguba za vaš CV. Jaz se odločno borim proti temu. Mislim, da je to popolna traparija, ker ti lahko deluješ kjerkoli želiš. Če deluješ mednarodno, ne bom rekla, če si dober, ne. Potrebno se je truditi, kot sem rekla prej, ampak da se popolnoma vse, a ne. Tako da samo mora biti večja srčnost in srčna odprtost. To nam mogoče malo manjka. No, mene veseli, da ostajaš v Sloveniji in da tukaj ustvarjaš dodano vrednost. Posebno mesto v tvojem življenju pa ima tudi umetnost. Kaj ti izražaš skozi umetniško ustvarjanje? To moje umetniško ustvarjanje mora biti najprej poveva, kaj je. Začelo se je kot hobi, ker preprosto sem bila mati dveh mladih, majhnih deklic. Nisem imela časa in sem se želela družiti s svojimi prijateljicami. Ena izmed takih je tudi moja današnja gostja. In želela sem imeti čudovito vsebino, a ne. In tako se je počasi gradil ta moj teater, ki ga zelo rada dajem v naravo, se pravi, dogaja se v naravi. To so zgodbe, na začetku so bile zgodbe mitoloških žensk, predvsem so pa, bi jaz rekla, zgodbe življenja, nekih morda pozabljenih veščin, običajev, predvsem pa okrog neke človeške dobrote in pozitivnih zgodb. Kaj izražam? Verjetno svojo inspiracijo. Ja, predvsem to. Upam pa, da se skozi to izražajo tudi neke zgodbe, ki so zanimive vse večji javnosti, recimo temu. Ker na začetku so bili to popolnoma zasebni dogodki, zato, ker jih pač jaz nisem želela deliti z ostalimi. Zdaj, zelo pogosto vlečemo vzporednice med poslom in športom, manj pogosto pa povlečemo vzporednice med poslom in umetnostjo. Kje jih ti vidiš? Ja, v bistvu tako je, če si dober v svojem poslu, je ta element inspiracije zelo, zelo pomemben, ne. Tudi recimo odločitve ali pa izražanje, je pač neka ta smelost, neka individualnost, ki se mora izražati tako v poslu, kot v bistvu v umetniškem izražanju. Vse stvari počneš ti. Z neko svojo izraznostjo, z neko svojo čisto individualno, vitalno močjo, tako da ta vzporednica gotovo je, a ne. Pa hkrati pri obeh, vsaj pri meni, je to nekaj, to so pač takšni izzivi, ki jih preprosto ne izpustiš iz rok. Preprosto živiš in greš za tem, da določenih stvari ne spustiš iz rok in greš dalje. Jaz mislim, da oboje je pa vezano na pač neko dobesedno poslanstvo, ne. Tako posel, ki ga imaš osnovno, kot tudi drugače, pa recimo pri obeh pišem besedila, ne. Tako bolj umetniška kot recimo pogodbe. Omenila si poslanstvo. Zdaj v vseh teh tvojih izkušnjah, od Harvarda, doktorata in potem poslovnih izkušnjah, kaj te je gnalo naprej, da si vse to dosegla in da še vedno si motivirana za nove dosežke? Ja, jaz mislim, da ravno to I am young, mladost brez meja, to ni nekaj, kar je vezano na starost, ampak je vezano na občutek živosti. In to mora biti to, kar sem mislila s tistim, da ne spustiš izzivov, ki jih ne moreš spustiti, a ne. To je bilo. Pač rdeča nit vsega je, da preprosto rečeš da stvarem, ki jim ne moreš reči ne. Saj v bistvu študij v tujini lahko ima tudi pomanjkljivosti, a ne. Saj zakaj bi pa
zapravljal čas in denar, če že veš, da si umeščen v ta prostor tukaj, ne. Hkrati je, ja, v bistvu to je tista gonilna sila, ne. To je v bistvu tisto, kar te dela živega, kar je naslednji izziv zate, ker ti najdeš neko svojo izraznost, svojo specifično vlogo v tem. Upam, da sem vsaj deloma odgovorila Si, na in to vprašanje. odlično. Nana, najlepša hvala za enkrat. Se vidimo takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji I am Young, mladost brez meja. V moji družbi je poslovna liderka Nana Šumrada, ki je s seboj v studio pripeljala posebno gostjo. Nana, koga si pripeljala v studio? V studio sem pripeljala dr. Violeto Bulc, izjemno žensko, vodjo trenutno ekocivilizacije in različnih, bomo rekli, projektov, o katerih bomo gotovo govorili. Nekdanjo evropsko komisarko z ogromno titul ima dr. Bulčeva, predvsem pa je moja izjemna prijateljica, izjemna ženska, ki jo občudujem, zato sem se odločila, da jo pripeljem, oziroma da jo povabim v najin pogovor. Dobrodošla, gospa Bulc, v našem studiu. Me veseli, da ste se odzvali vabilu, enako velja seveda za Nano. Če pozabimo na vse funkcije in nazive, ki ste jih imeli, kdo je Violeta Bulc? Ja, v meni je ena zelo zanimiva duša, ki ves čas raziskuje, zanimajo vse, česar ne ve. Predvsem pa že od začetka v resnici me privlačijo sistemi, delovanje sistemov in prav iz stališča obnašanja, sistem kot neke vrste oseba, z vsemi svojimi emocijami, dinamikami in morda je ravno to ena taka priložnost tudi, da bolje in lažje razumemo podjetja, skupnosti, države, da pogledamo na njih kot na bitja, ker seveda nosijo v sebi vso zgodovino generacij, civilizacij, v nekaterih primerih nosijo v sebi karakterne lastnosti tistih ljudi, ki jih trenutno vzdržujejo, razvijajo. In hkrati je to struktura, v okviru katerega se tudi vsi mi razvijamo in iščemo svoje poti za naprej. Nana, verjamem, da je zanimiva zgodba za tem, kako ste se z gospod Bulc poznali. Nam mogoče poveš to zgodbo? Najprej bi se odzvala na to, kar je rekla Violeta glede sistemov. Ravno ta konkretni strastni motiv raziskovanja sistemov je tisto, kar je mene vodilo do študija najprej matematike, ker to je bil prvi študij, katerega sem se vpisala, in je to študij prava, ravno to. Poznavanje, kako delujejo sistemi, kakšna pravila si osmišljajo, ker v bistvu skozi tega se vidijo, tako kot si rekla, pravilno zgodovina, predvsem pa vrednote, česa se bojimo, kaj čuvamo, pred čim se ščitimo in tako naprej. In nam daje poseben fokus in aspekt človeškega bitja na svoje okolje. Kako so se pa spoznali? Spoznali so se v čudovitem okolju Kamnoloma Lipica, kjer sem priredila enega izmed svojih dogodkov, ki je bil na temo starega Egipta, ampak predvsem 4 likov žensk in faraonk. Tam sem prvikrat spoznala Violeto, prišla si kot gostja in od takrat naprej sva zelo povezani, bi rekla, vsaj jasno. Res je. Gospa Bulc, vedno mi je posebno veselje, ko spoznam ljudi, za katere vidim, da imajo to strast, ta žar, in pri vas je to zelo očitno. Zato enako vprašanje kot prej Nani, kaj vas je gnalo naprej vsa ta leta in kaj vas žene še danes naprej? Predvsem so me gnale priložnosti. V bistvu moram tako reči, v življenju se nisem nikoli postavljala ciljev. Sem pa vedno nekako gojila odnos s svojim poslanstvom. Kaj želim, na kakšen način želim delati, v kakšnih okoljih želim delati, s kom želim delati. In na to sem vedno poskušala tudi vplivati. In od, če rečem, začetnih športnih korakov je bilo podobno. Veliko športov sem zamenjala in na koncu tudi prišla do te vrhunske zgodbe. Vendar
sem že takrat začutila, da je to samo ena izmed izkušenj, ki mi je odpirala vrata za naprej. Dala mi je disciplino, dala mi je osredotočenje, dala mi je res to izkušnjo timskega duha. Tako da, vendar sem se spet preselila naprej in ko je prišla priložnost, da odidem na študij, pravzaprav me nič ni zanimalo, če se prav spomnim takrat. In potem sem zvedela, da so odprli nov študij na elektrofakulteti, smer računalništvo in informatika in sem rekla, o tem pa nič ne vem, to bom šla pa študirati. In nikoli mi ni bilo žal, ker me je ta pot, ta notranji uvid mi je dal neke vrste orientacijo, kaj je dobro za mene, zakaj sem tukaj, kaj je tisto, kar moram naslednji korak narediti, da bom uravnotežena in da bo moje življenje na nek način izpolnjeno. In potem je bilo to najboljših študijev, ki bi si ga lahko zamislila. Žal mi je, da ni več deklet v tem obdobju. Na tem študiju takrat nas je bilo polovica in smo res dobili en tak izjemno široko znanje in vpogled v to, kar je prehajalo potem v vsakdanjo poslovno prakso, pa potem tudi družbeno prakso. No, potem se je pojavila priložnost, da grem v tujino. Jaz nikoli nisem sanjala, da bi šla delati v tujino ali pa študirati v tujino. Jaz sem zelo zadovoljna v Sloveniji. Prišla je priložnost in notranji uvid je brez vsakih zadržkov rekel, to je pot. In sem šla, in Kalifornija mi je dala izjemno razsežnost. Študij na fakulteti, ki je v bistvu ustanovila podjetje iz Silicije doline, mi je dal spet posebno nove dimenzije, profesori iz Berkeleyja, iz Stanforda, iz San Francisco State University. To so bili res vrhunski profesori, ki so vsi razumeli tiste osnovne zakonitosti, ne samo poslovanja, ampak vsi so bili neke vrste filozofi in to mi je najbolj navdušilo pri njih, ker so ti vedno dali tudi filozofsko dimenzijo. No in pol seveda delo v Silicijevi dolini, to je bilo sploh, takrat se je šele začela resno razvijati. Imela sem priložnost, da sem bila v timu, ki je prvo sploh na svetu postavilo poslovno TCP/IP omrežje in lahko celo upam trditi, da sem bila prvi network analyst, se pravi prva analitičarka poslovnih mrež na osnovi TCP/IP oziroma internet protokolov. No, glavno, to je bila ena res taka fantastična izkušnja. Ampak vedno v sebi sem vedela, ne glede na to, kako mi je bila všeč Kalifornija in San Francisco in celotno vzdušje, da me bo pot pripeljala nazaj domov, ker si nisem znala predstavljati recimo vzgajati v družino v tistem intenzivnem okolju, ko res nisi imel časa. Po 12 ur na dan smo delali za nič drugega kot za sebe in za službo. In pa spet pridem v Slovenijo, noben ni hotel delati z mano, noben še ni slišal za te internet omrežja takrat. In jaz sem pa vedela, kaj prihaja. Vedela sem, da hočem v tem delati naprej in edini sem vedela, ki bo to lahko razvijal, je Telekom Slovenije. Seveda tam ni bilo prostora zame, vendar takratni direktor, gospod Gril, nikoli ga nam pozablja, je rekel, ampak jaz čutim, da ti govoriš stvari, ki nam bojo prišle prav. A bi prišla za prevajalko k nam? Takrat sem bila že magisterij, pa delo v Siliciji dolini, pa res high-tech, sem bila neke vrste ekspert. Pa sem rekla, ja, če pa to treba, da pridem Telekom, pa seveda. Zakaj to govorim? Zato, ker vedno moraš sebe not poslušati in iti v flow in časih, moraš kakšen ovink narediti, pa korak nazaj. No, in jaz sem bila 3 mesece prevajalka, ampak tisto je bilo izjemno priložnost, ker sem bila del ekipe, ki je izdvajala poštno banko iz sistema PTT takrat je bil to še PTT. In sem dobila vpogled v stvari, ki jih sicer ne bi nikoli dobila. No in zelo hitro sem pol dobila svojo skupino in tistih 5 let Telekoma je bilo izjemnih. Mi smo postali največje vozlišče za tranzit prometa, boljši smo bili od Deutsche Telekoma, od AT&T-ja. Potovali smo od Ukrajine do Albanije, do Gruzije, cel Balkan. Res, takrat smo z Iskro delali zelo z roko v roki in z njihovo najnovejšo tehnologijo smo uspeli te mreže postaviti in se iti ta prav Telekomov biznis. Tako da je bil tak res užitek. No, tu je pa ena izkušnja, ki predvsem, glede na to, da smo v oddaji za mlade menedžerje, morda njim pride prav. Preveč, prehiter okolje tega ni moglo absorbirati. Nas je bilo 25 v ekipi,
smo pokrivali 30% prihodka Telekoma. Takrat je bilo 3700 ljudi zaposlenih. To je bilo preveč in določene politične struje, določeni menedžerji takrat tega niso mogli absorbirati. In seveda, ali si se podredil, ali si pa šel. In lahko ugibate, kaj sem naredila jaz. Drugo. Premaknila sem se naprej in prišla tudi potem preko zelo kratke zgodbe v Telemachu do podjetniške samostojne poti 14 let, kjer se mi je pa svet odprl. Vse te izkušnje so mi dale končno priložnost, da sem se začela res s temi ukvarjati. In zakaj to spet govorim? Ker hočem pokazati mladim ljudem, da če sledi svojemu poslanstvu, boš v življenju zelo velik karier za mene. Veliko različnih področji boš vstopil, jih sprobal, sam sebe sprobal in vsako, da bo obogatilo. Od prevajalske službe pa do direktorske službe na Telekomu Slovenije, pa do potem podjetniške poti in tam se je tudi odprlo, tam smo ustvarjali cel kup enih novih inovacij, poslovnih, socialnih, nagrad dobili, priznanj. Skratka, spet je bil en vrhunc nečesa novega, ampak zelo hitro se je trg nasitil, ker Slovenija, žal še danes, je že takrat bila zelo produktivno orientirana, zelo proizvodni način razmišljanja, se pravi produktivnost, hierarhične strukture. No, jaz nikoli nisem čutila, da je to prihodnost sistemov. Sistemi so živa bitja, se hočejo razvijati, hočejo se širiti, krčiti, ampak z dinamiko ljudi in smo že takrat pomagali podjetjih uvajati te koncepte in sem zelo vesela, da se podjetja, ki so še vedno obstajajo, so še zelo uspešna, še vedno deluje po teh principih, ker so, bi rekli, najde svoj ikigai. Odkrili so, kaj je tisto bistvo v njih samih in tako včasih zanemarjamo, da podjetja tudi to rabijo vedeti, tako kot mi. Ker šele ko razumejo vsi, ki delajo z njim od zunaj, znotraj, naj bo to stranke, dobavitelji ali pa zaposleni, se upnejo v ta notranjo energijo tega bitja podjetja. Tako da vejo ne samo kaj, ampak tudi zakaj nekaj delajo. In da je to prelivanje enih energij, ker mi moramo počasi začeti dojemati, da sem skupaj lahko dosežemo neke trajnostno vzdržne rezultate. In sem skupaj lahko mi sami sebe do te mere začenjamo korigirati, da ne povzročamo toliko negativnih posledic. Ker kaj je problem te industrializacije? Da je naredila ogromen boom, ampak za sabo je pustila puščavo, za sabo je pustila celo razdejanje. Mogoče je to dobra istočnica, da gremo na oglase in se po oglasih vrnemo s projektom Ekocivilizacija. Odlično. Odlično, hvala lepa. Se vidimo po kratkem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddajo I Am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta Nana Šumrada in Violeta Bulc. Izjemno zanimiv pogovor je za nami, pa bi začel mogoče, Nana, s tabo, da nadaljujemo. Gospa Bulc je povedala ogromno zanimivih stvari iz njene kariere, pa tudi o njenem razmišljanju in sistemih. Če se lahko navežeš mogoče na ta del, ko vidiš, da neka zgodba da ne deluje več, da nisi 100% zraven, kaj narediti? Jaz mislim, da je ravno to, kar je Violeta poudarila, ne parkrat skozi, v bistvu niti ne med vrsticami, ampak dobesedno poudarila, je to zelo pomembno je poslušanje svoje neke notranjega glasu, notranje poti, ker samo na ta način si avtentičen. Ker tudi tako, kot sva govorila prej, ti imaš nek svoj imprint, neko svoje, pa ne samo poslanstvo, ki se sliši tako filozofsko, ampak dejansko čisto svoj specifičen kod in energijo, ki ga daješ določenim zgodbam, da jim daješ dodano vrednost. In zdaj nekatere zgodbe dobijo svoje življenje, tudi svoje lastne podjetniške zgodbe, lastne umetniške izrazi, če želiš. In to potem v eni fazi lahko ima življenje neodvisno od tebe, kar je krasno, ampak sam v bistvu se moraš zelo dobro spraševati, kje si. Sva govorila o smišljanju in tako naprej. Ni samo po sebi namen, stvari niso same po sebi namen. Pot ni samo pač premočrtna, ampak je lahko včasih ciklična in tako naprej. Skratka, ti v vsakem trenutku
nekako moraš sebe najti v zgodbi, pa sebe poslušati in najti svoj ta notranji uvid. V tem je Violeta večkrat prav notranji uvid omenila, ker na ta način lahko pripoznaš, ali so te tvoje veščine tukaj vmešene in predvsem, če so potrebne. A ne? Ker včasih tvoje veščine preprosto niso več, se ne skladajo z zgodbo, ki si jo lahko celo ustvaril sam. A ne? In naprimer v podjetjih, posebej, ko podjetje raste, a ne? Včasih so veščine teh ustanoviteljev noro pomembne na začetku, kasneje pa ravno te veščine ali pa določene osebne črte zavirajo kakšno zadevo. Tako da jaz mislim, da tukaj je potrebno zelo dobro vedeti, kje si ti osebnostno, kje si ti kot profesionalna identiteta in kje si ti čisto kot neka energetska identiteta, če rečem filozofsko, ker to v bistvu je to poriva celotno stvar naprej. Ne? In včasih ni več meča, recimo temu tako, ne? Ni več skladnosti in takrat je čas, da samo kritično ugotoviš, da mora biti pa ni več ta zgodba čista prava, oziroma da mogoče ti nisi več pravi za to zgodbo. Gospa Bulc, svoje znanje in veščine ste doprinesli tudi v politično kariero. Bili ste med drugim tudi evropska komisarka, kar je ogromen dosežek. Kaj ste vi dali tej funkciji in kaj je ta funkcija dala vam? To je pa zelo zanimivo vprašanje, ki bo v veliki meri se nanašalo tudi na to, kar je že Nana omenila. Meni se je politična zgodba zgodila. Spet, eno tistih impulzov, nikoli nisem razmišljala, da bi bila političarka. Bila sem zelo uspešna na svoji podjetniški poti. Potem je pa prišlo tisti konflikt z zelo predanim delom v podjetniškem okolju in stalnim konfliktom, kaj se v bistvu z našimi davki dogaja, kaj se dogaja z to našim vložkom v neko družbeno tudi nadstavbo, ko si pa gledal, da nekako politika zaostaja za sodobnimi koncepti, načini razmišljanja. No in tako se je zgodila ta politična zgodba, da ne grem v detajle. In nehote sem pristala kot ministrica, po nekih kvotah sem postala podpredsednica vlade in potem je bila ravno čisto samo na podlagi kvot, no, Violeta. No, ampak moram reči, da tako kot si že omenila, mene kot žensko na te pozicije fantje ne bi predlagali, če ne bi bile obvezne kvote, ker so to prestižne pozicije, za katere se ponavadi moški zelo zagrebajo. In enako bi se zgodilo za komisarsko pozicijo, kolikor ne bi predsednik Juncker zahteval od določenih držav, da dajo ženske kandidate. Bila je cela vrsta moških kandidatov iz Slovenije, ki so hoteli postati komisarji, tako da moramo biti le kar stvarni. Ampak, ko sem pa jaz enkrat dobila to priložnost, se mi je pa zdelo, da me je celo življenje na to pripravljeno. In sem v to politično sceno, ki je dokaj obrtniška, kar je v bistvu zelo prijetno delati v Bruslju, ker je obrtniško, stvari se ve, kako se morajo narediti, sem jaz vnesla en svež duh tega sistemskega pristopa, participativnih modelov, vključevanja celega ekosistema v procese definiranja nekih novih idej. In osebno se mi zdi, da je bil to moj vrhunec neke te poslovne poti, poslovne kariere. Predvsem je bilo pa v veliko zadoščenje to, da sem videla, kako se tudi na tej najvišji ravni, v končni fazi sem zelo aktivno delovala tudi na ravni Združenih narodov, pripeljali smo domov 2 zgodovinska podpisa za razogljičenje aviacije in pa pomorstva, se ljudje odzivajo, če jih povabiš v participativno sodelovanje in ne glede na to, kako visoko so v teh svojih pozicijah. In to tako pogosto zanemarjamo. Ljudje hočejo biti videni, hočejo biti priznani in so pripravljeni res nekaj narediti, več kot bi sicer mogoče delovno mesto celo zahtevalo. In ta izkušnja je mene zelo notranje okrepila in mi dala vero v ljudi in še bolj spodbudila misel, da smo pripravljeni kot družba za neke nove korake v razvoju, da se reinventiramo, da se ponovno strukturiramo za to, da bi lahko začeli izkoriščati vse te potencijale. V končni fazi sem še to pa lahko zaključila, to bruseljsko zgodbo. Mi smo v končni fazi spravili skozi več kot 60 regulativnih ukrepov, ne samo
da smo zaključili od prejšnje komisije. Mi smo svoje inicirali in zaključili, kar je skoraj nemogoče, če ti ne aktiviraš celotnega ekosistema, da s tabo deluje. Od parlamenta do sveta, do vseh združenj, do nevladnih organizacij in seveda vseh političnih struktur v državah članicah. In to se mi zdi, mi je dala meni podjetniška pot, ker in to sta sodobna podjetniška pot z novimi prijemi, ki smo jih že takrat v Sloveniji uvajali. Tako da sem relativno optimistična tudi za evropski prostor, ker vidim, da je v tem trenutku tako vse jasno, vse problemi, da tudi priložnosti začenjajo hoditi naprej in predvsem vidim priložnosti v tem, da začnemo verjeti v človeka, da začnemo aktivirati ljudi, nas, vse v doseganju nekih skupnih ciljev. In tu je ta ogromna razlika med podjetniško in pa politično zgodbo. Podjetniška, ne glede na to, kako smo družbeno osveščeni, vedno skrbi za kapitalni interes lastnikov. In to je fair, to je definicija. Medtem ko pa politična zgodba skrbi za dobrobit naroda, za dobrobit ljudi in ni vedno samo profit in dobrobit nekih vnaprej definiranih lastnikov, ampak celotne skupnosti. In tle je še toliko neizkoriščenega kapitala. Vem, da ste zelo aktivna, ste ustanoviteljica Bude ekocivilizacija. Kaj je ključna korist, ki jo ta zadeva prinaša družbi? No, to je moje darilo, tako kot Nana daje nam čudovita darila skozi njene umetniške stvaritve. To je na nek način moje darilo nazaj za vse, kar mi je to življenje dalo. Vse investiram v to, podpiram, razvijam. Zdaj smo v 54 državah, imamo res že ogromno tudi produktov, s katerimi se zdaj spuščamo tudi na lokalni nivo. Kaj je bistvo? To, kar sem že prej omenila. Ugotovila sem, da ljudje, ki jim je mar, nimajo platform, kjer bi se lahko povezvali in skupaj potem delovali v dobro širše skupine in širše družbe, celo civilizacije. In hkrati smo zaznali že v prejšnjih mojih aktivnostih, ker sem bila zelo aktivna v mednarodni organizaciji za razvoj sistemov, da se kaže na vsesplošni družbeni ravni se kažejo že znaki prehoda v neke nove civilizacijske pravila. In moj interes je, da Evropa ne postane še ena civilizacija na kupu starih civilizacij, ampak da se uspe reinventirati in da s pomočjo te reinventacije še vedno ostaja pomemben akter v teh družbenih geopolitičnih strukturah. In ekocivilizacija je en tak majčken impuls, da daje priložnost ljudem, ki jim je mar, da pridemo skupaj, se dogovorimo za neke skupne akcije, vsak gre nazaj in v okviru svojih že obstoječih ali služb ali pa aktivnosti deluje v tem duhu. In jaz sem inženirka po poklicu in verjamem v ta fizikalni pojav net efekta, se pravi točkovnega pristopa, ko se točke dovolj zgostijo, se poveže med sabo in nastaja nekaj novega lepega. Tako da, evo, to je na kratko. No, želim čim več povezovanja teh točk in da iz tega povezovanja se ustvari čim več dobrih, pozitivnih zgodb. Na tej točki bi se vama iskreno zahvalil za ta pogovor, da ste si vzeli čas in da ste z nami delili vaše modre misli. Hvala tebi, hvala Violeta. Hvala tebi za povabilo. Mi, gledalci in gledalke, se pa vidimo naslednji teden. Se že veselim, da bomo spet skupaj.